Čeprav včasih se potem kdaj pošalim, ko priješ iz kakšne daljše tekme, pa kdo sprašuje, ja, kje si bil, pa kako si tekel, pa rečem, aha, vidiš, kaj solata dela. Meni se zdi, zdaj, če ne grem 3-4 dni teč, meni kar nekaj manjka. Dobro je, da se ne primerjamo preveč z drugimi, ampak samim sabo. In v neki taki ultri, jaz pravim, da doživiš eno celo človeško življenje, od ful dobrih trenutkov do popolne bede. In ko sem začel teči po teh okoliških hribih naših, sem vedno imel neko idejo, da bi rad ljudem pokazal, kako je lepo tu okoli nas. Draga publika, drage dame, seveda, najprej dame, pa gospodje tam zunaj, ki še vedno poslušate podcast za Gre za tek. Ja, moje ime je Marko Roblek, danes pa je z mano človek z najlepšim imenom Marko Krenkar. Marko, živijo. Živijo, Marko, tudi ti imaš zelo lepo ime, tako da. Mislim, da danes sva se našla, ja, dva človeka, v katerih imenih ni zagovoriti, ker so tako lepa, pa zunaj verjamem, da jih je še kar nekaj, ja, ki se z nama strinjajo, pa da se ne bova samo hvalila Marko, ali pa da se bova. Kako si kaj danes? Odlično, bil je čudovit dan, tako da jaz mislim, da sem ga dobro izkoristil. Glede na to, da smo imeli začetek jeseni bolj tak čuden deževen, zdajle nas pa razvaja tole vreme. Kaj praviš, 20 stopinj, konec oktobra, začetek novembra, pa to je noro. Kaj če jim reči, očitno nekaj je na tem globalnem segrevanju, ali kako bi temu rekli, no. Včasih je sneg znal biti tak čas. Ja, res Kaki je. turni smučari se ne bi pritoževali, če bi kakšne vrhove že pobelilo. Ampak jaz pravim, izkoristimo to, kar imamo. Ja, vzemimo tisto, kar se nam ponudi in izkoristimo maksimalno. Si danes že tekel, Marko? Danes nisem tekel, sem pa bil na kolesu. Jaz imam eno tako tradicijo, da vsaj enkrat letno se spustnem s kolesom na Uršljo goro in v letu 2024 je bilo to danes, tako da to je, naj povem, eden izmed, bi si upal trditi, najtežji kolesarski vzpon v Sloveniji, ker tisti zadnji odsek do vrha, do cerkve in koče je povprečen naklon je okoli 20%, pa makadamije, tako da zahteva kar nekaj tehničnih spretnosti in tudi fizično pripravljenost. Tako da pohvalim, da sem tudi letos to naredil in to mi je uspelo že 12. leto zapored. Dokler boš to naredil, si še mlad, Marko. Dokler boš to naredil, si še mlad. Je to z Velenjske strani rineš gor ali kako? Tako, ja. No, poznam tisto stran samo malo z vrha dol, jaz sem z Koroške strani šel peš tam gor, pa se dol na Velenjsko jezero oziral, pa tuhto, kje pa tule gre. Tudi, ko se po cesti spuščaš, najprej greš proti tej strani, kjer je Šaleška dolina, pa se potem, če greš na Koroško stran, ali se odcepiš čez Razbor, pa do Podgorja, ali pa po drugi strani čez Naravske Ledine, pa priješ tam potem v Ravne, pa naprej valje. Tečeš tudi kdaj tam gor? Kar pogosto bi si želel, da bi večkrat bilo to, ampak ja. Ti si pač, kje si ti originalno doma, zdaj živiš v Velenju, si Velenjčan? Živim v Velenju, odraščal sem v vaškem okolju na kmetiji, v Plešivcu pod Graško goro, tako da že kot majhen otrok, še ko sem vrtec hodil, so me poslali peš v šolo in potem tudi seveda na avtobus in tako naprej, sem veliko prepešačil in to mislim, da je bila neka dobra podlaga za potem tek kasneje v življenju. Zelo zanimivo, ja, ti si koroški, šaleški Kenijec, očitno, ja. Jaz sem podobno zgodbo, jaz sem tudi veliko prepešačil v šolo. V svojih mladih letih danes otroci skoraj da nimajo več te priložnosti, ker jih povsod vlačijo busi ali pa starši. In smo jih prikrajšamo za to. Jaz pa tudi mislim, pa malo podobno. To so bile res nepozabne dogodivščine, zdaj, ko se nazaj ozreš. Po zimi smo sanke s sabo vlačili in se potem nazaj domov sankali, pa vse sorte dogodivščine so bile. Mislim, ja, res, zdaj si mi, kar malo sentimentalno, tudi mene vrnil mlada leta. Pa ja, to pešačenje v mladosti mogoče ni bilo tako slabo. Ne zate, ne zame, da so morda potem se znašla med tekači, ampak tekač nisi bil od zmeraj, no, prej si bil kolesar, je tako? Tako je, ja. Jaz, ko sem
Dokler sem še živel na kmetiji, sem bil kar dosti fizično aktiven, tekel sicer nisem nikoli, ampak dela je bilo zmeraj veliko in sem bil dokaj aktiven. Pol pa po faksu sem se takoj zaposlil in tople malce večinoma časa v službi in se je to začelo nabirati in kipeti in sem imel počasi že proti 100 kil, no. Lepo. Ja. Za svojih koliko centimetrov v višino? 184. 100 je že kar lepa številka. Ja, in se spomnim, da takrat sem se trudil nekaj poskušal, vedel sem, da je treba nekaj narediti na sebi, da tek ne bo šlo več naprej, poskušal sem teči, šel sem na štadion, ampak več kot 2 kroga nisem nikoli spravil skupaj, dihati je bilo težko, rekel sem si, to ni zame. Kolesaril sem pa dokaj rad, no. Pol sem si nabavil eno gorsko kolo, ker en sodelavci tudi kolesaril in smo skupaj kako turo kdaj naredila. On mi je našel kolo, priporočil, kaj bi naj bilo ok. In tako da. Jaz pravim, da po duši sem gorski kolesar, ker res to je en tak lep šport. To doživiš, veliko več sveta vidiš kot preteku. Tako da, kadar je le priložnost, si vzamem čas, pa grem malo prevrteti noge. Koliko gorskih koles si pa že zamenjal? Ne prav veliko, zdaj imam trenutno 3, tako da. Pa tudi meriš svoje kilometre pa višince na gorcu zdaj? Ja, kar redno. Tako da, ampak zdaj trenutno več pretečem kot kolesarim, vse skupaj in cestno in gorsko, tako da. Toliko iztočnic, Marko Krenkar, toliko iztočnic, ja, vse drage dame, ki se sprašujete, kdo je moj dragi sogovornik, pa vsi možakari, ki že veste, kdo je, kdo na kratko, IT-ovc, ja, inženir informatike, kajpak, s kje je doma, tudi veste, z Veleja, da piše bloge, kar je v teh časih morda malo nenavadno, ker smo vsi na vseh drugih platformah, pa pisana beseda ni tako pogosta, tudi veste, ker ga prebirate. Igra tudi frajtonarco, kdo bi si mislil, pa poje v rodarskem oktetu, pa zna razstaviti moped, pa ga sestaviti nazaj. Saj znal je to, ne? Drugače pa je tudi oče, ja, svojih hčerki. Kolesar je že omenil, da je trelaž, ja, ne trelaž, ultra trelaž, pa za piko na i, race direktor oziroma vodja tekmovanja, Velenje Trail, ki je čez en mesec, o tem bo tudi nekaj rekla, pa vegan. Zdaj mi pa povej, Marko, kako poba z kmetije, jaz sem tudi z kmetije, še nekaj ima skupnega, ampak kako poba z kmetije, kjer je pač dnevno vpeto v kmečka opravila, pa kjer so enkrat na leto koline, bomo temu rekli, postane vegan. Evo, ta zgodba me res neizmerno zanima. To se je kar nekako organsko samo od sebe zgodilo, ker ko sem jaz še bil doma na kmetiji, to je bilo res, ko so bile koline, to je bil praznik, to je, vse veš, kako izgleda, ko Zelo dobro. 2 prasca, 3 padejo in to se dela 2-3 dni skupaj, malo se ga popije in se imaš fajn. To je bilo zame res highlight leta. Za vse nas, joj, no. Ja. In tudi v tistem času sem o veganih imel najboljše mnenje. Potem se pa naenkrat, povod je bil par knjig, ki sem jih prebral, literaturo in začneš malo drugače gledati na stvari, malo drugače razmišljati in poskusiš eno, poskusiš drugo. Ne vem, jaz sem čisto konkretno začel sveže sokove si pripravljati, zelene smutije in pol, ne vem, kako sem prišel na to idejo, da bi pa probal presno jesti, da je to nek dober način prehranjevanja in zelo zdrav predvsem. In sem eno leto se bolj ali manj pretežno na tak način prehranjeval, po se pa to nekako ustalilo, da pač je v teh naših krajih bolj praktično, da če se je tudi kuhana hrana in tudi z tega etičnega vidika sem čutil, vse se mi je zdelo prav, da ne doprinašamo k ubijanju živali in da, ker iz prve roke vem, kako to izgleda, vem, kako izgleda intenzivno kmetijstvo in enostavno nisem želel biti več del tega in danes smo tukaj, počasi bo 10 let. Mogoče malo provokativno vprašanje. Hočeš reči, da
jaz poznam pač tako intenzivno, kot pa moče bolj ekstenzivno, bolj kmetijstvo, humano kmetijstvo, če hočeš temu tako reči, prav moče to malo oksimoron, ampak vseeno hočeš reči, da ne verjameš v to, da je lahko možno pač na nek etičen način vzgajati živali, kokoši, krave, prašiče in jih na čim manj boleč način recimo spraviti ob življenje, pa potem zaužiti to, ali to ti je že primarno, ne gre skupaj, se pravi, smrt živali za hrano človeka, praviš, da ne more biti v nobenem primeru etična, opravičljiva, niti, bom rekel, humana, če se že pri tem. Tu je velikrat v debatah se to primerja z nekimi hišnimi ljubljenčki. Ker če pogledamo, da žival živi neko recimo idealno življenje, je to primerljivo s tem, kako živijo hišni ljubljenčki, ki jih imamo. In če bi mogli na primer svojega psa ubiti zato, da bi lahko meso jedli, to dvomim, da bi sploh kdo to delal. Na Kitajske sicer to prakticirajo in potem se nekateri ljudje zgražajo na tem, pse je sporno ubijati, krave pa pujse pa kokoši pa je sprejemljivo, da jih ubijamo in potem. Jaz sicer glede tega veganstva nikoli nikomur ne solim pameti ali da sem vsiljiv, če kogar karkoli zanima, jaz mu z veseljem razložim, kak je moj vidik, kak je moje mnenje, kak stojijo stvari, da bi pa komu solil pamet pa kričal tam na njega, da je morilc, ker je meso, na koncu se vsak tam odloči. Primarno sem se pa jaz to odločil predvsem zaradi vplivov na zdravje, ker če pogledamo, kje so vodilni vzroki za smrt, so to srčno-žilne bolezni, diabetes tipa 2, rak in če pogledamo, kaj pravi znanost o tem, to veliko doprinese k tem boleznim. Okay. O tem bi lahko debatirala še dolgo, na vsak način. Ja, jaz sem bil svoje cajte paleojedec, pa sem tudi to propagiral na en način. Par oddaj nazaj sem imel zdaj karnivora kot gosta, recimo človeka. Ja, glih poslušam to oddajo. Tako, ki je šel iz vegetarijanske v totalno mesno prehrano in pravi, da mu fizično izjemno ustreza. No, mene zanima pa po drugi strani, pa jaz sem še vedno mesojedec, pa verjamem, da vedno bom, čeprav so tudi moje izbire malo drugačne, kot so bile v mladosti, ker kot si rekel, vsi poznamo vse preveč primerov v naši okolici ljudi, ki zbolevajo za boleznimi, ki so, bom rekel, neposredna posledica. Bom rekel, vsak ima izbiro, kar je in s tem neposredno vplivamo. Zelo vplivamo na svoje zdravje. Definitivno, vsak mora najti, se pravi, pač neko zdravo mešanico mikrohranil, če so že pri tem, pa količine maščob, beljakovin, hidratov, na vse zadnje. Jaz mislim, da sem zase najdel neko pravo mešanico, ti očitno tudi. Predvsem me pa zanima, govori si v zdravstvenih vidikih, pa si mogoče prehranski način spremenil, ne samo iz etičnih vidikov, pač tudi zdravstvenih, ko si rekel, imel si 100 kilogramov, pa si iskal način. Je to sovpadlo ali je bilo to naključje? To je bilo bolj naključje, ker res pol, ko sem pač začel te smutije piti, pa sokove, mi enostavno ni več za malco pasalo. Prav spomnim se, šel sem trgovino, tam pred delikatesi sem hodil gor pa dol in enostavno nisem vedel, ko naj si vzamem za jesti, ker mi nič ni dišalo. In v tistem času je pol kar naenkrat kile so kar same od sebe začele iti dol, to sploh ni bil namen moj, da shujšam in eni so bili ful zaskrbljeni, pa so me spraševali, si ti v redu, si kaj zbolel ali. Jaz sem se pa tako dobro počutil kot nikoli prej v življenju in to je bilo tisto, kar mi je dalo vedeti, da sem na neki pravi poti. In dejansko si, koliko času si potem prišel na neko težo, ki jo zdaj imaš? To se je v pol leta zgodilo. Bravo, mislim, to je res hitro, celo pol leta si izgubil, Pil sem veliko vode, to mislim, da je tudi velik faktor, da je sploh... Če zdaj imam navado, da zjutraj, ko se vstanem, vedno spijem liter vode na tešč, tako se nekako pripraviš za dan in tudi, če potem ne piješ dovolj, ti imaš neko osnovno hidracijo zagotovljeno. Predvsem, še eno vprašanje me zdaj zanima. Zdaj kot kmečki fant iz kmečkega okolja, pa ti postaneš vegan. Tvoja okolica, tvoja družina primarna in tako naprej, ljudje, ki so te prej poznali, so imeli nešteto vprašanj. Kaj se je zgodilo z Markom? Zakaj
to počne. Si imel, se pravi, veliko vprašanj, so te kdo obsojal, te kdo, bom rekel, kot je lahko tudi v navadi, še vedno mal silil, dej pa pojej kakšen kos mesa, ali ne zdrav si, dej, le kakšen si pa tako naprej. Mislim, to so bile zmeri bolj v šali, kakšne pripombe. Jaz nikoli tega ne jemljem osebno, ni pa kdo se spravo name. Ker so videli, da sem v redu, da... In tudi tvoja družina je primarna, je sprejela recimo to tvojo odločitev kot legitimno, si jim Mislim, razložil vse skupaj? tukaj sprejet ali ne sprejet, to je moje življenje, jaz se samo odločam, kaj bom počel. Moram pa reči, da očetu ni bilo vseeno, ker on zelo uživa v tem, da te domače zadeve, salame, bodiole, suhomesnate izdelke izdeluje in to razlaga potem nekaterim drugim sorodnikom, pa take dobre stvari jaz delam, on jih pa noče zdaj jesti. Klasika, ja, to klasični fotri, pa si novi, pa Bog pomaga, ampak najbrž se vseeno dobro razumeta, ne, ti še vseeno uživaš, rekel, korenje pa papriko. Povabi na kosilo, zmeri se nekaj takega pripravi, da potem je tudi užitno zame, tako da. Kaj pa, me zanima, ali tvoj jedilnik, kaj na tvojem krožniku najpogosteje, ne? Neka klasična malca ali kosilo, si predstavljamo, kakšna je, ne? Pa ne bom pač stereotipno dejal, da je to goveja župa, testen, krompir pa solata, ampak nek obrok z beljakovinami, hidrati, z maščobami in tako naprej. Kako pa pri tebi, recimo, to zgleda? No? Pri meni to zgleda bolj kot ne, tako da imam vsak dan carb loading. Veliko hidratov v obliki, ne vem, riža, krompir, riž, testenine z raznimi omakami, ne vem. Ni to, da je samo solata. Čeprav včasih se potem pošalim, ko priješ iz kakšne daljše tekme, pa kdo sprašuje, kje si bil, pa kako si tekel, pa rečem, vidiš, kaj solata dela. To je to. In počasi boš S temi makrohranili se res ne obremenjujem veliko. Beljakovine mi povej. Sem imel kar nekaj veganov že v tem podcastu. Mislim, jaz sem se, bom rekel, dosti literature sem na to temo prebral, preposlušal podcastov, e-knjig, audioknjig in ne vem, če ješ ti neko hrano, ki ni ultraprocesirana, če ješ stvari, ki jih najdemo v naravi, ne vem, fižol, čičeriko, tofu, na vse zadnje, neke te sojine produkte, so tu razmerja makrohranil res idealna za človeško telo. In sploh s tem beljakovinam je, po mojem mnenju, pretiravano, to je nek mit, da rabimo ful veliko beljakovin, da bi uspevali, ker človeško telo prvič reciklira beljakovine, tiste vse esencialne, naprimer v krompirju, samo v krompirju najdemo vseh 12 esencialnih aminokislin. Sicer to je stvar debate, zdaj koliko to telo usrka, ampak poznam primer enega tipa z Avstralije, ki je eno leto je jedel samo in samo krompir. In je bil tudi precej debel in je potem izgubil dosti kilogramov in je tekel in je hodil na zdravniku na krvne teste in vedno je vse na koncu super izpadlo. Potato diet, ja, mislim, da sem bral zapisal o tem človeku, ja, ki je... Andrew Spurlock, mislim, da je to. Tako, ki je dejansko izgubil cel kup kil, pa zgledal bolj... To se je slikal z eno vrečo krompirja, ki je ekvivalent teži, ki jo je izgubil. Noro, mislim, evo, danes spoštovanje, če vas kaj reči. To je nek ekstrem, ampak iz tega lahko vidimo, da če ni treba komplicirati okoli te stvari, dokler ješ hrano, ki je hrana, ki ni ultraprocesirana. Tudi če pogledamo v preteklost, če se vrnemo nazaj bolj na to. Kar izvoli. Meso in to včasih v preteklosti, meso se je jedlo, ne vem, enkrat na teden ali pa še to ne, ker enostavno ga ni bilo in ni ga bilo možno konzervirati, ni bilo hladilnikov, škrinj in tudi če pogledamo paleolitsko dieto, ni bilo to mesa na pretek, se je še vedno pretežno kalorij pridobilo iz ogljikovih hidratov.
Tako je, ja, iz korenovk in ostalih nabranih sadežev to drži, pa od medu, a ne, in cukrov, ki so bili v naravi, tudi vse to drži, Marko. Jaz sem izjemen ljubitelj, recimo, kislega zelja, pa krompirja, pa fižola, jaz bi Joj, joj. a ne, tega toliko Začni pojedel. naštevati, ker bom lačen rato. Resno, ja, resno. In te, mislim, verjamem, da se da zelo. Kisle repe, sploh fermentirana hrana je tudi zelo zdrava in dobra. Ne vem, jaz si doma zdaj bo repa počasi za naribati, pa za kisa dati. Kimči si pripravljam doma, kislo zelje sploh. Pač te domače stvari, nekaj časa vložiš v to in fajn ješ. Znaš narediti, je tudi vegansko majonezo. Res je. Glede na to, jaz sem tudi že delal domačo majonezo, jasno, da z jajci, oljem pa pač gorčico in tako naprej, ampak pri tebi odkrijem pa recept, ja, spoštovane, bom po linku to spodaj, si lahko ta recept ogledate in poskusite. Kaj je tu glavna sestavina namesto jajc, sam to mi povej? To je aquafaba, to je tekočina, v kateri se kuha čičerika, in ko kupimo piksno čičerike, lahko tudi sicer sami kuhamo, ampak to spet vzame več časa. Najbolj praktično je, da iz pločevinke izcedimo tisto tekočino, ki jo večinoma ponovadi zavržemo. To damo v blender oziroma mikser, žlico gorčice, posolimo, najprej to zmešamo, da se malo emulzificira, potem pa postopoma dodamo olje, da dobimo želeno gostoto, in to je to. Noro, jaz res sem ljubitelj tu čičerike. Je poceni, je dobro, Jaz, ko sem postal vegan, je pač za mene majoneza je bila stvar, ki ni veganska, in potem sem enkrat slučajno na odprti kuhinji v Ljubljani en burger si naročil in je bila majoneza noter, in sem šel nazaj vprašati, kaj pa zdaj to. Ja, veganska majoneza, a to obstaja ali kaj? Ja, valjda. Top. Nikoli več ne bom gledal na pločevinko čičerike in tisto, kar odlivam proč, da potem dam čičeriko v solato. Iz tega se tudi sneg stepe, če samo to stepamo, dobimo sneg tako z jajčnega beljaka, tako da so neke beljakovinske razmerja očitno podobna. Boška sirotka je dejal, na to moram poskusiti, da si mi dal izziv, da to jest za čičeriko poskusim ta sneg. Ampak je treba precediti, če so kakšne primesi zraven, pa se mogoče včasih ne stepe dober. Noro. Da se tudi iz fižola, ampak tam je dosti več te vsebine. Prejšnji teden sem delal eno torto in sem kupil piksno, prepričan, da je čičerika, v trgovini je bila na isti polici, iste barve, etiketa, beli fižol, ki zgleda isto kot čičerika, in jaz to stepam in nisem hotel strditi. Pol, ko sem tisto čičeriko hotel uporabiti, sem gotovil, da to je bil pa v bistvu fižol. Vidite, tudi veganstvo je lahko zanimivo in dramatično. Ja. Noro. Zdaj samo še nekaj mi povej, pa greva naprej. Veganstva, spet si mi odstrl, mogoče eno okence več v tem, kar nisem vedel in sem zelo vesel. Kaj pa si delaš greš na kakšne krvne teste kdaj? B12, B-kompleks recimo je tak, ki ga ponavadi vegani imajo v pomanjkanju. Kako je pri tebi s tem, si to kaj meriš, pregleduješ? Občasno grem na krvni test, ker ko sem postal vegan, sem šel na tisti zdravniški pregled v službi in sem omenil to zdravnici in je dala ta dodatni test narediti in se je izkazalo, da sem imel takrat precej nizko vrednost, in pol sem malo raziskoval na to temo. Takrat mi je predpisala, sem hodil zdravniku, da so mi dali pol intermuskularne injekcije. In nasploh to ni samo problem veganov v današnjem času, ker vsi živimo v takem bolj ali manj sterilnem okolju, kar je sicer dobro, da ne vnašamo takih in drugačnih mikrobov v svoje telo, s tem ne dobimo B12, tako da če pogledamo povprečje, imajo vsi deficit B12. Tako da zdaj si ga tudi sam, sem si pol iz tujine se da naročiti iz lekarne B12 v teh ampulah in si ga dam na vsake 2-3 mesece intramuskularno v mišico in je za to poskrbljeno. Japonci, na primer, kot zanimivost, imajo na nacionalnem nivoju minimum vrednost B12 v telesu je, mislim, da okoli 600, ne vem, kere enote. Pri nas je pa vse, kar je nad 300, je visoko že.
Aha, Pri njih pa kar je pod to, se suplementira v bistvu. tako je. Še en izziv si mi dal, da naslednjič, ko bom šel delati kakšen krvni test nežicam doktorja, da mi naredi še B12 čist, evo, za vrednost, ki jo ne poznam, recimo, nikoli ne bi pomislil. Ker B12 se nahaja tudi v našem črevesju, niže kot to bakterije predelajo v blatu, dobesedno je B12, ampak je prenizko v tem prebavnem traktu, da bi se lahko vsrkalo v telo v ta kobalamin, ki je tudi osnova za tvorjenje krvnih celic. No, vidim, da si podkovan bolj, bom rekel, kakšen mesojedec, to me ne preseneča, ker si študiozen človek, prav sem tvoje zapise in sem se navduševal nad tem, kako znaš tole vse skupaj spisati. Eno stvar bova zdaj še razdelala, govorila sta o kolesarstvu, potem, da si kolesar po duši, pa da si šel teč, pa da tek te ni zagrabil, ampak nekje pa je pol ta tek ti zlezel v podplate, da si potem dejansko naredil več kot 2 kroga na štadionu. To je tudi se kar nekako organsko zgodilo, ko sem se preselil na to lokacijo, kjer zdaj živim. To je bilo v tistem času, ko sem jedel bolj presno in tudi glede vode je v teh krogih se priporoča, da se pije pač naravna izvirska voda. In tukaj blizu mene je en izvir in jaz si nabavil eno tole tako pletenko, flašo in sem potem hodil k temu izviru po vodo. To sem delal zjutraj pred službo in to je 2-3 na teden je trajalo pol, da pač spil tisto vodo in pol je bilo treba spet iti. Ko sem spil, sem šel spet po drugo vodo in hodil sem s tisto flašo tja in hodil nazaj in tisti imelo 10 kil, nekaj sem naredil za sebe, za telo in pol sem začel v eno smer tja teči, postopoma in ljudje, ko so me srečevali, so si mislili, tudi večkrat mi je kdo omenil, ja, kaj pa ti za božjo voljo počneš to flašo tule okoli. Šiš, enkrat me en kmet tam na traktorju ustavil, pa me sprašal, če šnops nosi noter. Kaj si mu mogel dati povohati, da ni bil šnops? Ni bilo treba. Postopoma v eno smer je glih 2,5 kilometra, tako da krog je bil 5 kilometrov in to je bila neka osnova. In potem s časoma sem v eno smer lahko tekel in nazaj hodil. In potem po približno enem letu sem prišel do tega, da sem tudi nazaj s tisto 10-litrsko flašo lahko tekel in to je bila neka osnova, s katero sem potem začel vikendi kakšne daljše teke delati. In toliko fajn se mi je zdelo biti v naravi, biti v gibanju, doživljati vse skupaj in potem me je to posrkalo vase. Takrat je bila tudi hčerka, hčerka se je rodila in z vozičkom sem veliko, dejansko vsak dan sem prehodil, ne vem, 5, 8, 10 kilometrov z njo, tako da to je bila neka močna osnova, na kateri sem pa lahko gradil naprej. In mislim, da je tudi to en razlog, sicer se ne hvalim, moram kar potrkati, da nisem imel kakih večjih težav s poškodbami pri teku, ker marsikdo, ki se začne ukvarjati s tekom, je to pričakuje, da bo na hiter zdaj kar tekel lahko 5 kilometrov, zdaj so popularni maratoni, zdaj so ultre popularne in ljudje pričakujejo, da bo v enem letu lahko se prijavili na 100 kilometrov in ultra tekli in tu potem, po mojem mnenju, pride do težav, ker tkiva niso privajanja. Zapišite si za uho tole, kar je rekel zdajle Marko. Če hočeš tudi teči maraton. Postopoma potrpežljivost, sploh je pa, se mi zdi, karkoli počneš in sploh pri teku je pa doslednost najbolj pomembna. Meni se zdi zdaj, če ne grem
3-4 dni teč, meni kar nekaj manjka, jaz kar živčen ratam. Skupna lastnost, ki jo imamo vsi, recimo, ki smo se s tekom kadarkoli srečali, po mnenju obstali več kot 1, 2, 3 leta, da se nam zaje globoko v male možgane, v podplate, kamorkoli in da nas pač srbijo. Ker tudi evolucijsko je to, naše telo je bilo narejeno, da se giba, da teče, in v današnjem času čist preveč ljudi to zanemarja, mislim, tudi imamo službe, imamo vsak svoje obveznosti in če si ne vzameš tega časa zase, pol... Ampak ti si malo filozofsko razmišljaš in pišeš tudi v teku, jasno, pa mi zdaj, dajva probati eno stvar pač razdelati, ne? Zadnjič sem imel podobno debato, kaj je lastnega pač nam tekačem, kaj je skupnega, po čem se morda ločimo od netekačev? Kdo bi rekel, vse smo vsi lahko tekači, rojeni smo za tek in tako naprej, ampak tudi marsikdo, ki poskusi, se ga ne prime, nekateri manjši del, kdo bi rekel velik del, ampak še vendarle manjši del populacije, pa v tem ostane, smo ostali in smo s tem, bi rekel, na en način zdravo, tudi nezdravo obsedeni, odvisni tako, a ne? Zdaj mi povej, zakaj misliš, da recimo, pogovarjava se 2 tekača, poznaš ogromno tekačev, vsej, ko prej začneš teči, se potem začneš družiti samo še s tekači, ker ostali ne razumejo, ampak ker smo si podobno misleči, pa se razumemo tudi včasih brez besed, ampak zakaj misliš, ne? Če si pri sebi to ugotavljal, ali pa pri kom drugem, ki jo poznaš, pa če si v tem razmišljal, gotovo kdaj na teku, kaj je tako posebnega pri človeku, ki se ga teku prime, tako močno, da postane integralni del njegovega življenja? Je to kakšna osebnostna lastnost, je kaj posebenega, ali pač niti ne, pa bi morda vsak lahko, če bi bil v isti situaciji? Jaz sem enkrat slišal nekoga, je rekel, da vsak človek, ki ni ravno invalid, je sposoben preteči maraton. To drži, to sem tudi jaz slišal, ampak verjamem, da je temu res tako na fizičnem, morda so na fizičnem nivoju, ampak zakaj tega vsi ne naredijo? Zakaj to počnemo? Mislim, vse na koncev, ti, jaz, pa še kdo, vsi imamo premalo časa za vse, kar bi radi počeli, pa vendarle... Si odtegnemo. Ja, si vzamemo tisto uro na dan, mogoče 3 ure na teden, mogoče 5 ur na teden, ali pa preveč... Zato, ker ugotoviš, da je to fajn. In enostavno, ko veš, da je fajn, jaz vedno pravim, tudi če se ti ne da iti teč, če dežuje zunaj, če je mrzlo, zdaj prihajajo ti dnevi, ki se hitro stemni, ko priješ tekati, nikoli, ampak nikoli ni žal. Podpišem res, se pod to bi rad celemu svetu povedal in tudi skozi socialne medije včasih objavim, kaj pejte ven na luft, ker fajn je, glava se ti prevetri, telo razmigaš, poženeš cirkulacijo, duha ti poživi, glavo si spučeš. Ja. Ne znam na nek, bi rekel, abstraktni način to ubesediti. Enostavno pejte ven, pa boste videli, da je to fajn, da... Mislim, res je... Res, da smo si ljudje različni, ni vsem vse všeč. Očitno je nekaj na tem, da kak tip človeka si, kaj si ti skozi življenje dal čez. Pač ene privlači, ne vem, bolj umetnost, ene bolj glasba, nas pač. Ja, ampak ni za manj trail tek, hribolazenje, hoja, konc koncev... No, sploh hribi, tu bi se vsi najbolj našli, ker večkrat sem razmišljal o tem, kaj nas vleče v te skale, gor, to ni nič tam. Tako je, ja. Samo eno matranje tam gor. Ja. Ampak razgledi so fenomenalni, ko priješ gor, moraš še dol, ne, res je, včasih se zdi vse skupaj res nesmiselno, ampak... Ja, sploh če pogledamo, ne vem, ljudi, ki veliko tvegajo, ko se spuščajo v razne podvige, ampak če z ene strani pogledaš, ne vem, tisti, ki umrejo pri takih aktivnostih, umrejo pri stvari, katero z veseljem delajo. Ja. Umrejo ob uživanju. Ja, tudi to je res, ja. Tudi to je res. Težko je to sprejeti in razumeti, da ostale člane družine, prijatelje, kakorkoli. Ampak ja, to nam je položeno v gene, v zibko, evolucija nam je dala to radovednost. Enkrat sem bral en dober esej, sestavek, zakaj je
prvi človek zlezel na prvo goro, ne? Zato, ker je hotel videti dlje, kaj je tam zadnji. Radovednost ga je gnala tja, pač naslednji je tudi šel, pa se je ubil in tako naprej, pa šel naslednjo goro. Žene nas iskanje pač novega. Radovednost, firbec nas matra, firbec tudi tega, kaj sami zmoremo in tako naprej. Sej, kako si potem ti recimo iz tekanja iz 5-10 km na dan potem zašel v maraton? Vse to je bilo tudi najbrž kar organsko, je šlo eno z drugim ali kako? Ja, tako si rekel, začel sem se družiti s tekači, tukaj v bližini v Šoštanu je bil enkrat organiziran tek Treh jezer, tekma, ki je enkrat in edinkrat bila in jaz sem rekel, nič grem pogledat, če že tule pri nas blizu mene in sem se udeležil in mi je bilo fajn tudi tega tekmovalnega vidika malo izkusiti to, sicer sem trpel pes, ker proga je bila okoli 10 km dolga in mislim, da sem takrat obrnil v nekih 41 minutah, kar tudi ni tako slabo za začetnika sploh ne. Tako začetnika, netreniranega tekača. Najedel sem se 1 uro pred tekom vsenih kosmičev, ni veliko manjkalo, da bi bruhal, ampak ja, pritegnalo me, potem kasneje je bil v Celju VGTek, sem se še tja prijavil in potem sem padel noter. Potem so se pojavili ti traili, K24 tukaj, ne vem, pred leti sem že slišal eno prijateljico, ki je govorila o tem hribovskem izzivu K24, zaenkrat bi pa rada ona to opravila in potem sem jaz to začel raziskovati, kaj je to in potem sem slišal, da bojo tekmo organizirali prvič in sem si rekel, to pa moram misliti in sem se začel pripravljati na to, obenem sem leto prej 2017, mislim, da sem bil na prvem ljubljanskem maratonu, ker če sem že tekač, bom pač maraton pretekel in ob teh vikend treningih sem delal vedno daljše teke, na katerih sem tudi vedno več na stezice zahajal, da in kar potegnalo me, jaz sem od začetka tekel po cesti in tečem po cesti, pri nas tukaj ni nekega veliko ravnega terena, moraš prav iskati, da bi specifično samo za maraton treniral. In čez te vasi tečem gor in hop na enem drevesu puščica za en vrh tamle gor. Kaj pa je to? To pa moram iti pogledat, kaj je tam gor. In to je ta radovednost, o kateri smo prej govorila in ugotovim, da je to ful fajn. In kakorkoli, šel sem na ljubljanski maraton, ga odtekel in to vzdušje tam, to je res. To moraš doživeti, no, to je nekaj ful fajn. Ja, nekaj posebnega, tudi to je tisto, kljub vsem, vsej gužvi, pa kljub vsem je tisto, kar se tam okrog tebe dogaja. Res je, na cestnih tekih je atmosfera malo drugačna, ampak res nek ta tekaški duh se povsod pojavlja. In ko doživiš pol ta runner's high, tako imenovan, res. Je to tisto, ko da letiš, ker kocine te grejo po konci. In to se zgodi včasih čisto spontano, ko sam tečeš po stezici in se odpre nek pogled in to so baje endogeni kanabinoidi. Tako je, to je naravno nas telo zadeva, v bistvu, ja, endokanabinoidi, ne rabimo trave, ne rabimo ganče, rabimo iti laufati v breg, gledati kakšne razglede. Rečite ne drogam, rečite ja teku. Raj se drogirajte s tekom, kot pa z drogo, učink bo na koncu neprimerno boljši, se strinjam, ljubljanski maraton se omenil, morava tole razdelati, da sem že prav pogledal tvojo statistiko, potem vsako leto šel do lanskega leta na ljubljanski maraton in vsako leto si bil boljši. Pa sem rekel, zakaj letos ni šel? Letos sem bil pa v Dalmaciji na ultra trail na 120 km in načrtno. Sicer potem teden po tekmi sem že imel ideje, da bi pa jaz to mogoče lahko verjetno pretekel, ampak glede na to, kak odtis na telo pusti ena ultra, mislim, da je bila to kar prava odločitev, da se nisem tega lotil. Si preudaren? Sem tudi sicer bil enako najprej v Dalmaciji, ampak na 57 km. In bil sem že prej prijavljen na ljubljanski maraton in rekel sem, grem, kar bo pa bo, brez vsakih pričakovanj glede rezultata. In na koncu je letelo in sem
na koncu še malo stisnil in je šlo 3:15, kar je, se mi zdi, Laufati, ja, precej soliden. 34 na kilometr laufati maraton na cesti je, bom rekel, dosežek, za katerega se da kapo dol. In Ni to tako, sem se ja. naučil čist vedno, ko greš na tekmo brez pričakovanj, se presenetiš samega sebe in se odrežeš boljše, kot pa če bi bil pod tem nekim pritiskom od samega sebe. In To je pa, evo, mogoče je tudi misel današnjega dneja. Mogoče se preveč psihiramo z stvarmi, za katere se ne bi rabili, pa potem sami sebe, a ne, izgorimo od svojih prevelikih pričakovanj. enako je en tuj gost omenil, ki se s potapljanjem ukvarja, ki je rekel, da na treningu je z lahkoto zdržal 5 minut, ki je bila pa tekma pa tiste 3 minute komaj. Ja, jaz poznam tudi tekače, ki so na treningih odtekali izvrstne maratone, ker so moče laufali preveč za moje pojme, pa prehitro, potem Ja, so šli tudi pa na prehitro. tekmo, pa niso več tega bili sposobni poustvariti, a ne, ker jih je zmer nekaj zabilo. Ja, to, ko si rekel, poznam tudi nekaj odličnih slovenskih maratoncev, ki so se izvrstno odrezali na maratonih, na katerih se od njih ni nič pričakovalo, ravno obratno je bilo pa tam, ker so bila pričakovanja velika, viš, psiha je tudi recimo zanimiv faktor. Se pravi, ti še vseeno, no, to me zanima, ne, ker marsikateri trelaš, pa skoraj da vsi so se tako ali drugače kdaj pomerili na cesti, ampak marsikdo se potem iz ceste čisto umakne, gre samo v hribe, delati trele, ultra trele, ti pa vendarle še malo hraniš stika s to cesto, vsaj enkrat na leto si privoščiš ali pa si privoščil tudi cestni maraton. Ja, se pravi, tako sem že prej omenil, je nek čar v tem vzdušje, ljudje navijajo ob cesti. Pa tudi, ne vem, kaj pa rezultat sam po sebi, no, mogoče te tudi to mika, da se preveriš. Ja, pa čist. definitivno je nekaj na tem, da ker če ti veš, da bi lahko boljše tekel, ti to ne da mira. In ne vem, tudi na teh trailih, ta dolgih, ne vem, imaš v glavi, ok, neko predstavo, kakemu času ne bi to končal in pol imaš vmes neko krizo, karkoli že gre narobe in potem priješ 2-3 ure kasneje in te to tako muči, da ker veš, da si sposoben boljš iti, ampak sam tisti dan se ni vse poklopilo in pol enkrat prej ali slej, vsaj jaz se še potem na te tekme enkrat prijavim pa poskušam to doseči svoj potencial. Izvrstno. Izvrstno se mi zdi to, ja, da se rekel, sam s sabo meriš na več frontah, ja, in da si na ta način tudi zelo iskren pa pošten sam do sebe. A ne? Predvsem dobro je, da se ne primerjamo preveč z drugimi, ampak samim sabo. Tako. Evo, to si izvrstno zaključil to misel. Zdaj zadnjič mi je rekel Matej Nidorfer, ko sem ga vprašal, s čim bi on primerjal cestni maraton, pa je gladko iz ustu, da to je čisto primerljivo z neko trail stotko, ne, kar me je malo presenetilo. Kaj pa ti meniš, no? Ker si potem, bom rekel, kot šel si na cesto, tekel maraton, tudi potem Celje Logarsko in tako naprej, potem pa presedlal na traile, pa se zelo kmalu tudi preizkusil stotki. Kako bi pa ti, recimo, kje bi pa ti tle vzporednice potegnil, kot natreniran, sorazmerno dobro natreniran maratonec, si sposoben odteči kakšno preizkušnjo, recimo, z istim treningom? Ker na teh ultra trailih je le vzdržljivost mora biti na dosti višjem nivoju, ker tam ti le telo mora biti sposobno delati 12 ur in več, pri maratonu je to sicer na fizično na višjem nivoju, ampak to traja 3 do 4 ure. Zdaj, iz tega vidika bi se mogoče strinjal s tem, da koliko napora ti moraš vložiti v to, da je neka stotka primerljiva z maratonom, ampak če bi pa nekdo, ki zdaj na cesti maraton preteče, bo rekel, zdaj sem pa sposoben stotko na trailu narediti, rabiš ti telo navaditi, da v kosu dela 12 ur in več, ker No, kako si ti navadil svoje telo, ko si recimo potem zajadral iz ceste, bom rekel, na malo daljše traile, kje si ti potem iskal to svojo pripravljenost onkraj pa čistega klasičnega treninga, ko pač moraš oddrgati tistih 10-20 kilometrov, 30 včasih. Ja, konkretno je to pri meni, jaz sem kar 24 po delih najprej naredil nekaj z tekaškimi prijatelji, en del sem sam naredil, enkrat se spomnim čist, ko bi včeraj bilo dežvalje in sem se zapeljal tukaj na Sleme gor in sem pričel ta 50-kilometrski krog
K24 in sem ga naredil in to je tudi, kar mislim, da trajalo 8-9 ur takrat. Tako da pač podaljšuješ treninge in poskušaš nekako simulirati in narediti vsaj 60-70% razdalje, ki jo potem imaš namen na tekmi narediti. No, in ko si šel na tekmo, malo te je strah, vseeno, ne veš, kaj te čaka. V čem si razmišljal, ko si šel na tekmo? Če imaš vso opremo, kje te bo zaštihal, kaj boš jedel, kaj pa vreme, povej mi. Mislim, izkušenj sem imel takrat na tem K24 bolj malo, vzel sem si, preveč sem se natovoril. Nasploh jaz, ko grem na nek trail, si vedno vzamem toliko stvari s sabo, kot da bi bil bolj ali manj samooskrben. Sicer se učim zdaj in to počasi zmanjšujem, ker imaš na ukrepah pač čuda stvari in glih tem je čar teh tekem. Ja, takrat smo zaštartali, na štartu itak vzdušje je fenomenalno in pol pa greš v noč in pol se začne to malo matrati, pa kak želodec, pa to, kar se prej na treningih ne pojavlja in kaj te je matralo na tem? Prvi K24, zdaj se Marko podal v neznani svet ultra traila. Kje te je dohitela kakšna kruta resnica? Ali je šlo vse kot po maslu in si odkril Od pač nove začetka, talente? če zdaj gledam nazaj, sem se na začetku ful preveč zagnal, gor na peto sem, mislim, da okoli 2 uri premalo. Ja, mislim, da okoli 2 uri je trajalo gor na peto. Dol spust proti Kumru sem si tudi dal duška, takoj že na začetku. In pol tja proti Radohi, po Kumru, po tisti ukrepi me je začel želodec se malo pritoževati, pa me na veliko potrebo pritisnili, pa nisem takoj šel, in pol mi je slabo ratalo in pol sem trpel. Kar me je dosti upočasnilo, ampak mislim, da če bi v takem tempu nadaljeval, da bi verjetno na neki točki odstopil. Ampak si premagal to si premagal. Poskušaš nekako preživeti in... Kje si imel potem, največjo krizo oziroma kje nisi potem več imel, kje je bilo najtežje? Verjamem, da narediš 30, 40, 50, ampak to si šele na pol, in te že vse boli, pa bruhal bi, pa najbrž zavalo bi se dol, zadremal bi, ampak kar nadaljuješ in poj 60. To je pa to, da na teh ultra preizkušnjah se naučiš vztrajnosti v pravem pomenu besede. Da tudi ni važno, kar je, če ti lih pol noge ne manjka, da še vedno si sposoben veliko več, kakor misliš, da si. In samo vztrajaš, nadaljuješ, ne vem, če te ena bolečina ovira, čez čas se druga pojavi in ta prva izgine in pol te želodec začne matrati in tako se zadeva vrti. In v neki taki ultri, jaz pravim, da doživiš eno celo človeško življenje, od ful dobrih trenutkov do popolne bede in mislim, ni na vsaki ultri tak, da se ne bo zdaj komu to takoj totalno zagravžalo. Ampak ja, imaš spone, imaš padce, greš naprej, tako kot nasploh v življenju. Ni samo romantika, hočeš reči, delč od tega. Niso samo sončni vzhodi, pa ptički, pa vetrčeku v brado, pa tako naprej. So tudi momenti, ko bi najrajši se zjokal, pa šel domov, pa greš vsem čez tisto, pa naprej. In priješ potem do nekega spusta, kjer je teren razdrapan in kamenje je tako in drugačno in ne veš, ali bi se dol sedel pa jokal, ali bi hodil počasi, ali kaj. Kaj tebe potegne ven v krizi? Ti si pozitiven človek, vem, da si, ko se pogovarjam s tabo, ko te berem, vem, da pač nisi človek, ki bi tarno, ampak človek, ki pač se ozre v prihodnost. To trpljenje moraš sprejeti kot del poti. Jaz pravim, tudi v trpljenju je treba uživati. To je mogoče malo kontradiktorno, je težko razumeti, ampak ko to parkrat doživiš, razumeš, zakaj je to potrebno v življenju, ker nasploh v življenju nikoli niso samo rogi in mavrice in prej ali slej se znajdemo v neki situaciji in take preizkušnje nam potem
nas naučijo veliko o življenju. Si bil kdaj soočen s tako hudo krizo ali pa s kakšno oviro, da si moral odstopiti kje? Na Lavaredu leta 2021, ali bilo 22, ne vem zdaj za besedo držati. V glavnem prvič sem šel na 120 kilometrsko razdaljo in teden preden je bila tekma na sporedu, sem jaz zbolel in potem upal, da se bom to pozdravil, da bom lahko se udeležil tekme in res še v četrtek zvečer sem imel vročino, petek zjutraj, ko sem se zbudil, sem se pa počutil toliko boljše, da sem precenil, da se upam spustiti v to in nič, vse sem imel spakirano, se usedel v avto, peljal tja do Kortine, v kamp, postavim šotor in sem mislil, kako bom jaz lahko še fajn zadremal in itak pol tistega spanca od nikoder ni, tako da direkt na štart ob 11. zvečer pa smo šli in začel sem super, edino ušesa sem imel čisto zadelana, ker tukaj v sinusih sem imel očitno neko vnetje, tudi pol kasneje sem šel zdravniku, da mi je neka zdravila za to predpisala. In ko smo se spuščali gor pa dol, sem mogel vsakih 50 višincev si izenačevati pritisk in sicer tekel, dihal sem lahko normalno, fajn mi je bilo vse in potem na 95 kilometrov tam na ukrepi, ko sem se dol usedel, sem precenil, da ne bi bilo najbolj pametno, da nadaljujem, ker tam je bila le priložnost, tam je bil avtobus, sem se lahko usedel gor, pa sem odpeljali dol do izhodišča. Šel bi v drugo noč z vročino, neprespan in ne bi bilo verjetno prijetno, če bi si tam na nekem spustu gležen zlomil In si naredil kakšno trajno škodo. Ja. Mislim, tako in drugim povzročil sitnosti s tem, ker Razumem. reševalci sploh prijejo tja, par ur traja. Ampak zmeraj je tako, ko gledaš nazaj, potem čez dan, dva, pa si rečeš, joj, pa se ni bilo tako hudo, pa zakaj pa nisem poskusil? Pa, To tudi jaz vedno pravim na ultrah, če imaš namen samo do cilja priti, tudi če imaš ne vem kako krizo, used se dol na ukrepi, zaspi za 2, za 3 ure, verjetno bo še zmeraj tisti časovni limit ulovil. Ampak glih v tem je moč psihe, ker ko ti glava reče ne, konc je, lahko ti karkoli, kdorkoli govori, ko se ti odločiš, je konc. Ker glava reče ne. Telo tudi odneha. Tako, ja. Zelo zanimivo. Ja. Zelo zanimivo. Verjamem, da bo kakšen študent, kakšne kinezologije, morda psihologije in tako naprej, da je naredil študijo, pa preučil odstope tekačev na ultrah, pa zakaj se zgodijo, pa kdaj se zgodijo, pa kaj je trigger in tako naprej, pa zakaj nekdo odstopi na eni dirki, na drugi pa ne, pa so isti pogoji. Tako naprej, to bi bilo zelo zanimivo, ampak to, kar si rekel, je glava, je tista stvar, ki nas privleče skozi stvari, ki mislimo, da jih ne mogoče. Kar nekaj ultra imaš že za pasom. Kako jih izbiraš? No? K24 domača dirka, to si moral iti, ampak ko si to opravil, kakšni so bili? Ko si prišel, ne vem, ko si nazaj v Črno prišel, pa trušč slišal tam, kako si se počutil? Nikoli več tega, super je, zdaj grem tam ležati, ne omenjate mi teka, ali si rekel, to je moje novo življenje. Takrat sem se kar dobro počutil, vem, da je takratna partnerka s hčerko, ki sem jih prosil, ko sem šel proti cilju, če lahko prijeta do tja in sem potem tam malo še na ramenih tam nosil, sem pa tja, pa sem bil vesel in zadovoljen in ni bilo tega, da nikoli več ne. Kdaj si se potem prijavil na naslednjo? Evo, to me zanima. Bož, da ne vem na pamet, to bi pa mogel malo prebrskati. Takrat je, mislim, da se pol ravno COVID začel, tako da tistem času sem potem solo tekel. Mislim, da sem takrat na HG Trail šel v Idrijo, ker je bila to edina tekma takrat. Pa tisto leto, tako točno, tisto leto sem bil spet na K24 prijavljen, ker itak zdaj je to treba iti spet, ker je to fajn bilo. In takrat, ko so sporočili, da bo tekma odpovedana, jaz sem bil fizično pripravljen, natreniran in sem rekel, gremo ta krog narediti.
če sem že za to treniral in je kar nekaj entuzijastov podobnega mišljenja se našlo tam v Črni in smo štartali v tem času, ko bi mogla biti tekma in smo naredili ta krog. Veš, ta krog po meni se enkrat upravil, pa tudi če ne na tekmi. Slišal sem prvič zanj 20 let nazaj, takrat, ko se je to začelo. Leta 2000 je to ta tradicija. Ja, noro, res, jaz sem v Črno hodil službeno takrat, 2003, 2004, pa so mi lokalci razlagali o eni stvari, ki se je reče K24, pa sem rekel, strah me je, še tega ne upam, mogoče pa bom enkrat, no zdaj. In ta K24 ima neke podobne korenje k UTMB, po mojem mnenju. Izhaja iz neke iste. Iz Štosa, tako, iz istega Štosa. Če se pri UTMB-ju, no evo, na UTMB-ju si bil, mislim, kje je Marko Krenker ni bil, na UTMB-ju tudi. In spet, ne Ja, vem, zdaj, če si Solje te je prelaš, poklicalo. to je še bilo v teh časih, prednje je bilo to, bi rekel, zdaj, kolikor je danes komercializirano, in gledaš to spletno stran gor in trase in tisti graf višinski in tam ni samo 5 tistih vrhov po vrstih, ampak jih je kar komi jih šteješ in si kar ne moreš predstavljati, da je to možno oddelati. In potem sem 2 leti nazaj iz Istre sem imel nekaj teh kamnov, pa iz Lavareda. In sem rekel, dajmo probati se na CCC na 100 prijaviti. Takrat še nisem 100 milo delal in tudi do samega UTMB-ja imam nek respekt, 10.000 višin, to je le eno stopničko više, tako da to me še verjetno čaka en dan. Tako da na CCC sem se prijavil in na kar dobim mail, da sem bil izbran. Pol je bilo se treba izkašljati za tisto prijavnino in ostalo je zgodovina. To si lepo povedal. Če jo primerjaš, recimo, ok, pa si rekel K14 izhaja iz istega prapočela na en način kot UTMB. Če bi jih zdaj primerjal, no, evo, nek festival v Črni, festival v Šamoniju, ok, tam je pač toliko večji pa vse skupaj, no, kaj bi... Ja, Šamonij je le, lahko rečemo, svetovna prestolnica alpinizma in te gore, ki obdajajo te kraje, res dajo nek poseben čar tej tekmi, tako da ne bom krivice delal, K24 tudi v Črni so hribi in ko greš okoli je zelo lepo, ampak UTMB je pa le UTMB. Si ga oddelal tako, kot si ga zamislil? Ja, tam je kar fajn ratala tekma. Imel sem sicer tudi en par manjših kriz, ampak bil sem pa že toliko pameten, bi rekel, sem se iz prejšnjih tekm daljših naučil, da se moraš na začetku malo nazaj držati, pa sploh jaz, ko imam spuste rad, moraš na začetku kvadricepse si malo prešparati, da jih lahko pol na koncu unovčiš in res tistega zadnjega spusta dol iz La Fležerja se spomnim, tam sem prej gor v breg sem lezel, k Povž so šli mimo mene, od starih mam do ljudi težje kategorije, dol na tistem spustu sem pa jaz spustil noge in sem jih vse pa še par več nazaj prehitel. En Italijanke se spomnim, celo pot sva se tako prehitevala, pa jaz njo, pa ona mene. In tam dol, pol, ko smo prišli na Makedanko, je bilo konč tehničnega terena, res. Eni so se kar obračali, kaj je to, ker sem take dolge korake delal in res letel sem, tako se mi je fajn zdelo in napram ostalim sem bil dvakrat na hitrost. In tako se oziral nazaj, ko pa zdaj to prehaja. Ja, sem ugotovil skozi tvoje zapise, da ti tehnični izpusti zelo ustrezajo, da tam ti to nažgeš. Si imel kdaj kakšno neprijetnost, da si mogoče precenil kakšno skalco, pa si telebno? Na srečo ne. Sicer na enem treningu, ki smo z Žontarjem pa Potočnikom tamle delali Rečiško pot, tam pri Laškem okolju, sem enkrat imel skoraj srečno bližnje srečanje z eno bukvo, ampak k sreči sem uspel zmanevrirati in z glavo mimo nje, tako da ja, je varnost je na prvem mestu, ampak je nekaj na tem, kot Kilian pravi, plesanju navzdol, tako da... Kiliana mi sploh ne omeni pa njegovih videov po tistih grebenih, kako njemu to uspe, da se tam ne ubije, jaz ne vem, me že gledam tisto, pa mi želodcu malo neprijetno. Ti imaš tudi, kar ugotavljam, občutljiv želodec, ne? In to je lahko problem za ultratraile, ker moraš konzumirati
kar. Ja, jaz sem zdaj ugotovil s časom, glih zdaj na Dalmaciji mi je uspel, da sem ravno, jaz rabim na teh dolgih tekmah nekaj konkretnega, neko trdo hrano, ne morem jaz sam na gelih preživeti in jaz si naredim ene sendviče z humusom, s tofujem, z majonezo, z kumarcami, nekaj zelenega si dam noter in to potem po takih grižljačkih vsako uro konzumiram in mi to paše in potem, ko začutim, da po mogoče neki manjka želodcu, bi se mogoče začela neka kriza, vzamem 2 grižljaja, zalijem z vodo, z izotonikom, en gel čez in Bravo. to funkcionira zame. Top. Se pravi, tudi to je treba natrenirati in predvsem ugotoviti, kaj ti paše. Tako da. Mislim, imaš prav, jaz sem tudi med edino 4-dnevno ultro, ki sem se jo enkrat udeležil, gotovo že tretji dan, da če še eno živo rdečo pijačo bom mogel spiti, jo bom izbruhal skozi ušesa in potem so mi prinesli sendvič in ti sendvič je bil od Boga poslan. In ja, to kot si Eni dejal. to prisegajo na kisle kumarce, to je v Noro. Ameriki. In celo sok, mislim, pijejo pickle juice pa tako naprej. Ba je mešanica tistega kisa, vode, soli, česna in ne vem, kjerih začimb. Ravno pa sladkorja, jasno, ravno prava kombinacija, ki bi jo... Ker tukaj ti pol že po 6 ven gleda in ga... Nisem noro. Pickle juice, jaz imam zelo rad to, jaz imam rad zelo kumarce, te iz kozarca, ja, vložene, tako, in zmer srebam še tisto, malo tako gledam, če me kdo gleda, pa pol srebam tisto sok pač, tisti kis, da pa gledam tako, da me ne vidijo, da nisem čuden, ampak zdaj sem ugotovil, da v Ameriki bi bil največji car. Tako da ja, bom svoj brand tukaj pri nas registriral, pa to prodajal na trailih, evo. Hvala za idejo, Marko bova rekla, bova skupaj dala najene fotke, gor Marko in Marko priporočata, sok iz domačih kislih kumaric, pa bova to promovirala, pa jaz si bom malo brado daljšo pustil. Zakaj brada, Marko? Jaz sem gledal tvoje fotke, še ne tako par let nazaj, ti tvoj baby face, ki je prihajal na cilje, zdaj si pa ta prav gozdni Joža, čisto druga osebnost, zakaj brada in te negovani brki in lasje in tako naprej. Ne vem, meni je že od nekdaj je bilo to britje sitnost in po tem času, v času covida sem si rekel, pa dajmo probati in pol je to raslo in s časoma ugotoviš, na kak način to nekako urediš, da nekako zgleda in rabiš svoj čas, da. Zdaj te sploh ne več prepoznal nihče, če bi se obril, ali kako? Ja, se marsikdo, ki me je prej poznal, zdaj, ki me par let ni vedel, se malo začudi, pa ne ve, kam bi me vtaknil. Ker ja, dejansko si čisto drugače, zdaj tiste, ki vas radovednost, žuli, poglejte na Markov blog, on je pustil stare fotke še gor, pa boste videli, da sta to 2 različna človeka, res nenavadno. Zeleni Marko je zdaj to, kar mu pravijo v Velenju, mislim, kar te jaz poznam predvsem iz interneta, pa tako te poznam z brado in sem gledal tiste fotke odprej, pa sem rekel, joj, Ja, se tudi dosti tekačev, trilašov se drži takega izgleda in to je kar nekako pasalo v konteksti. To je pa res. To je eden izmed razlogov, da... Da ostajaš bradat. Imaš veliko dela s to brado dnevno na dnevni bazi? Ne, jaz sem zelo praktičen človek in mislim, da imam manj dela, kakor da bi se vril. Pač to je treba za higieno skrbeti, pa negovati, malo počesati, zavezati na prav način in to je to. Koliko časa si potreboval, da ti je brada zrasla, recimo, do kar 2 leti traja, da dobiš neko tako dolžino. obliko? Ja. Mislim, jaz sem imel skoraj tako dolgo brado, kot ti, pa so se potem zgražali, predvsem žena, ko sem začel kitko plesti iz tega, je rekla, zdaj te imam pa dost, pa sem to si odrezal, ampak ja, imam spet imam nekaj skupnega, imam tudi največja lenoba mi je zdaj grabati tisto mašinco ali pa klinco, pa to praskati sebe dol, ker to ni, evolucija ne bi dala zelo občutljivo, mislim, zelo, pač vse vemo o moški, kako to zgleda potem, ko... To ni, tu se strinjam. Marko, jaz te podpiram pri tem, brada je zakon. Brada je še ena stvar, v kateri nikoli ne bi pomislil, da je lahko problem na ultra trailih, pa mi je bila zelo zanimiva. Povsod moraš imeti s sabo nek telefon, pržgan,
A ne? In ko ne pomisliš, da če greš na UTMB, pa prečiš na francosko-švicarsko mejo, ne? Da je tam pač drug operater in da je Švica bolano draga, kar se tega tiče, in da vmes ti mirno tekljaš, ne? Pa ti scuzajo iz svojega Mislim, mobilca, lahko cel kupenega to denarja. sem jaz vedel vnaprej in sem načrtno si, ko smo šli tam čez, kako se tistemu vrhu reče, v glavnem, ko smo prišli v Švico, izklopim jaz mobilne podatke in vse lepo in prav. Na drugi strani, pol, ko smo prestopili v Italijo, jaz veselo vklopim podatke, pa malo tudi pogledam, kje so drugi tekmovalci in to. Ampak nisem pa pomislil, da telefon je pa še zmeraj registriran na italijansko omrežje. In potem na ukrepi vidim, da mi je pač operater zablokiral nadaljni prenos podatkov, ker dosežeš nek limit v denarni protivrednosti in mi je kar mal to nabilo pritisk in sem na tisto jezo še malo gor v klanc dobil dodatne moči. Se pravi, tista ultra je bila majčkeno dražja, pol suma sumarum, ja, kot pa si prej pričakoval. Ja, dobro, da obstaja ta regulativa z omejevanjem stroškov, drugače pa ja. Drugače bi šlo to vesolje. No, sej to, da veste, ja, tisti, evo pa ste se še nekaj naučili, ja, ko boste šli, boste veseli, da ste žrebani za UTMB, pa boste šli s svojim telefonom tam gor delali selfije, ja, vmes bojo pa Švicari pobrali denarja. Ja, danes mislim, da se že splača nek eSIM za švicarsko predplačniško kartico. Zdaj, če je to potrebno, drugače pa izklopiš podatke in si dosegljiv na telefon za organizatorja. Mislim, da je to zadosti. Da je to zadosti. Ja, na vse je treba. Na vse je treba misliti. Marko, če bi se odločil za 100 milko, res Istra recimo najboljša izbira za prvič ali kako? Za prvič mislim, da ja. Teren ni toliko zahteven, tudi višincev, sicer jih je, mislim, da okoli 6000, ampak je zelo tečljiva, tako da... Da se da to narediti, praviš. Ti si pa med drugim naredil tudi pač te 120, ki so zdaj popularne. Zakaj 120, ki je ta prvi bil Lavaredo 120, taka nenavadna razdalja, zdaj imajo v Kranjski gori 120, pa v Dalmaciji 120, ker ti 120, ki se pojavljajo, pa vse imajo isto kamnov kot 100 milke, a ne? Zakaj je temu tako? Zato, ker je to malo lažje organizirati, pa še vsem dosti zahteven, ali zakaj misliš? Jaz mislim, da bolj zaradi te UTMB franšize, da oni želijo pač to kot neko pripravo na pravi UTMB in da narediš teh 120, da je to potrditev, da si sposoben tudi 100 milko vrniti, ja. 10.000 višinci, ker ni veliko 100 milk, ki imajo 10.000 višincev in več. In zaradi tega je UTMB highlight na tem področju. Hvala za razlago. Marko, tvoja najtežja ultra doslej je bila katera? Bi kar rekel, da je Lavaredo. Lani sem potem to do konca šel in res čudovito priporočam vsakmu, ker kocine grejo po koncih. Omenjam tako, da zdaj čez par dni, ko se odpre žreb, mislim, da grem letos spet v Boben. Kaj je tako dobrega v Lavaredu, razen da pač gledaš? Dolomiti, ne vem, tam gore so drugačni kot pri nas in imajo nek čar, te potegne, no. Dolomiti so nora stvar, ja, že ves čas. Že nekaj let razlagam, da bomo šli familiarno, kdaj polet gor malo te zadeve prehoditi, pa pogledati in tako naprej, pa še nisem prišel do tja. V Lavaredu sem slišal ogromno, ampak kako sploh prideš zraven, mislim, tudi tam je žreb, zdaj že kar neizprosen, moraš imeti že kar... Ja, tam na Lavaredu mislim, da ko greš v Boben enkrat, da imaš 50% šanse, da si žreben, tako da. Kakšni so pogoji, recimo, da lahko se sploh uvrstiš? Mislim, da moraš imeti veljavn UTMB indeks iz podobnega ranga, se pravi, da si vsaj eno tekmo, mislim, da okoli 80 do 100 kilometrov imeti narejeno, pri katero organizator potem se prijavi in vloži rezultate v to UTMB indeks točkovanje. Spremljaš kaj svoje točke, ITRA pa UTMB pa te reči? Ja, tu pa tam pogledam in tam malo nad 600 sem, ampak se ne obremenjujem s tem, to je zgolj kot neka zanimivost. Koliko imaš zdaj že vseh ultra podvigov? Vse sem šel gledati statistiko, ampak hočem slišati od tebe. Iskreno povedano, ne štejem, ne vem, 100 kilometrskih bi rekel
5-6. Vem, da imaš neke ljube ti dirke, ok, ne vem, Kaštrle sigurno ali kako, ali še kakšna druga, kjer so ti ljube, na katere pač enostavno treba iti, zato ker ti je tako dobro. Lavaredo, Istra, ne vem, to kar, tudi Kranjska Gora je zelo lepa. Zdaj, to so vse te UTMB serije, ne bo kdo mislil, da samo to promoviram. Aha. 654, ni za manj ta indeks. Ne vem, to sem se spomnil, zmislil zdaj, ampak ne, sem pač vse si povedal take dirke, ki so res zanimive. Sej, zakaj pa so v UTMB seriji? Najbrž imajo kakšne atribute. Razen. Tudi Dalmacija je zelo lepa, res rad se vračam dol, ker to je unikatno, da dejansko celo pot gledaš v morje in to je unikatno. Dejansko celo pot, boš rekel, 120 km si imel. Na 120, ne, na 57 pas, ko iz Makarske najprej greš tja proti Tučepom, potem se dvigneš gor proti Bjokomu in res tam pa celo pot gledaš v morje. Lej, Marko, mogoče bom zaradi tebe naslednje leto se preizkusil eni 50 ali pa 80, kaj pa vem, že dolgo nisem šel na kakšno tako reč, pa bil zadnji čas, no pa ti tako doživeto o tem. Ja, le zdaj, ko boš prišel na Velenje trail, ti bo to odlična istočnica in odskočna deska. Preveč se družim z ultratrailaši, čisto preveč in me boste okužili s to rečjo, in ja, tudi na obalo trailem pogledati pač bolj delovno kot tekaško, ampak se ni važno, ne, se pravim, zdaj me obkrožate in me okužujete vsakič znova, in še razlagaš mi stvari, ki so mi blizu, gore, kaj pa itak. Kranjsko Goro si omenil, mora se dotakniti leta 2022, tega Bloodfesta, te norišnice. Ti si bil takrat prijavljen za kam? Za 100 milkov? Ne, jaz sem bil direkt na 100 prijavljen. Na koncu je pol to naneslo 108 km, ker so tam en del trase mogli spremeniti zaradi vremenskih pogojev, zaradi napovedi že same. In ja, tam v Radovljici na štartu je deževalo in smo se nagnetli skupaj pa odpujsali v noč. Kakšen je občutek, ko te pere že na štartu, ti imaš pred sabo 100 km? Ne vem, jaz sem bil takrat v glavi prštiman in odločen, da grem in naredim to in res skozi tisto noč gor čez Jelovico sem padel nek, jaz temu pravim, vakuum v glavi se ustvari in toliko sem užival po tisti megli pa dežju, po tistem Makedamu, lahko sem kako bi rekli, neko dostojno hitrost imel in sem dobro odguslal tisti prvi del. Noč si predelal, v Jelovcu si predelal, pojlo pa treba iti v Karavanke. Ja. Tam v Žirovnici je bila ukrepa, tam sem se jaz preoblekel, v suha oblačila, suhe cune, dal sem si vodoodporne čevlje gor in ko sem začel videti gor proti Valvazorju, meni se je zdelo tisto občutek, ko imaš suhe noge, pa ko so čevlji vodoodporni, da ti nič ne more doživljati, tako sem se kar malo krivega počutil, da golfam, da ne bom imel zdaj mokrih nog. In gor v Klanci je bilo tudi fajn iti, pol smo prečili, pa smo se dol proti Dovjemu, kam ste se spuščali? Ne, tam je bila še vmes ena druga ukrepa. Aha, ok. Nemška vas, nisem pozabil, kako se reče. V glavnem, tam dol je še vedno deževalo, rokavice sem imel že čisto premočene in me je začel kar fajn zebst v roke, tam sem na ukrepi še malo se okrepčal in pol smo začeli gor proti Golici lest, tam je pa začel pihati, pa temperatura se je hitro spuščala in jaz sem kar malo debelo gledal, ker nekateri tekmovalci so bili še vedno v kratkih hlačah in pol jaz, ko sem šel tam gor, sem si jakno zapel, pa do kraja se zadehal dobesedno in dihal noter v jakno in na tem pošel gor, da mi ni bilo preveč hladno. Pol gor na koči sem spil en čaj, kar me je ogrelo in določeni tekači so po 10-15 minutah se še kar tresli tam. Tam sem se potem spet prevlekel, ker sem imel v rukzaku še ena rezervna suha oblačila za zgornji del v vrečki, tako da to mi je spet dalo neko svežino in potem tja
Do Dolške Rožce so začeli iz teh krajših razdalj tekači me prehitevati, sem se jim umikal in pol je sledila ta drsalnica dol proti Dovju. Tam sem lahko noge spustil in sem neizmerno užival, na kar sem pol plačal davek na tisti dolgi ravnini po kolesarski. Kolesarska, ja. Tam sem potem malo trpel in tisti zadnji spon na srednji vrh je šel bolj po polžje, ampak sem potem uspel zgurati in v 17 urah pa pol narediti teh 100 kilometrov. In zdaj, ko se spomnim nazaj, res sem to srečen in vesel, da sem bil na tej tekmi, ker ko daš nekaj takega težkega čez, Pol ti nečeš ti da neko potrditev, si rečeš pismo, če sem pa to naredil, kao vse sem še jaz spomnim. Ja, vsi, ki ste bili na Kranjski gor leta 2022, smo vsi ostali, ki nismo bili fovš, ker to je bila dirka, bom rekel, enkrat na 100 let je taka dirka, res nemogoče. Res drug dan pol, ko se je razjasnilo okoli, se nam je škoda, da ni tisti dan bilo tako čudovito vreme. Ampak to bo še velikrat, take norišence pa ne bo nikoli več in ne vram. In res tudi organizatorjem je izziv tako zadevo pripeljati do konca, ker to je bila preizkušnja tudi za njih. Ja. Sem govoril z njimi, z Lukom sem govoril o tem, imeli so kar nekaj takih, rekel, tudi zdravstvenih intervencij. Vem, sem tudi tekom enega tekača, ki je tam na tleh ležal, ki je padel, ki si je gležen zvil in nekdo drug mu je jakno odstopil, astrofolijo so ga zavili in so ga masirali, tako da se ni podhladil. Pa sem srečal reševalce, ki so bili na poti gor, tako da mislim, da je bila tista odločitev, da so potem prekinali, kdor je po 12 uri, mislim, da do Golice prišel, da so jih potem. To je bilo pametno. Ja, to je bilo pametno, srečno se je vse srečno končalo, zdaj se tega spominjam, jaz se z vsakim, ki bo tam rad o tem pogovarjam, ker ima vsak, bom rekel, tudi nek svoj pogled na tisto dirko in ja, tam zaradi tega verjamem, da so organizatorji naredili, bom rekel, nek kompromis. Tako kompromis in test zrelosti, pa tudi vsi tekači, ki so bili tam, imajo neko... Razumeli tako, ja. Ja, so imeli neko... Ko si ti v tem noter trenutku in preštiman, da greš do konca, res se ti to mogoče ne zdi pošteno, ampak treba je razumeti, da kot organizator imaš neko odgovornost. Ja, jaz sem bil enkrat na štartu, takrat v Baški grapi, maratona 4 občin, ki je bil odpovedan zaradi vremena in se tudi spomnim ljudi, ki so negodovali nad odločitvijo tik pred štartom, ampak včasih je treba to sprejeti v dobro vseh in verjamem, da je bilo tudi temu tako. Treba imeti respekt do planine. Definitivno. Narava je lahko neusmiljena in tega nočemo preizkušati preko vseh zdravih meja. Marko, ti si preizkušal svoje meje tudi z enim posebnim izzivom. Zdaj, v sodobnem času je Backyard Ultra popularen, pred Backyard Ultra je bil David Goggins s svojimi 4 milje na 4 ure, pa spil mes, če moreš, in tako naprej. To si ti naredil, malo razložiš? Tako, to sem jaz naredil in zdaj se mi spet poraja ideja, da bom mogel ponoviti, ker to je, da najprej razložim koncept. To je izziv, v katerem v 48 urah vsake 4 ure pretečeš 4 milje. In to je res trening doslednosti in discipline in jaz sem takrat to vzel zares in res vsak tisti tek do sekunde natančno začel na polno uro in ko prvega, drugega narediš, padeš v neko rutino in pol je treba ob 2 zjutraj vstati, pa ob 6 zjutraj, pa drug dan spet in nobene medalje ni na koncu, zato to je vse, se gre na zaupanje, na čast in to samo potem na koncu samo sebi daš priznanje, da si to uspel narediti in res, ker priješ iz teka, si oblačila spet prepraviš za naslednji tek, se stuširaš, če je čez dan si vmes obrok pripraviš. In gre spet tistih 6 kilometrov odlaufati, kar se ne zdi veliko. Jaz sem to sicer, ker 4 milje prije nekih 6 kilometrov pa pol in sem si rekel, dajmo, kako to ni nobena številka, dajmo pol vsaj 8 kilometrov vsakeč preteči in sem tekel
Vsak tek sem tekel v drugo traso in sem tekel 4 km v eno smer in 4 nazaj. Tako da to je malo manj kot 1 uro vsakeč trajalo. In odtekel kar nekaj kilometrov na koncu. Tako je, pol na koncu, ko se je izteklo teh 48 ur, sem računal in sem rekel, zdaj pa to 96 naneslo, dajmo, da bo neka okrogla številka, da bo čez to, sem šel še potem naslednji 4-urni interval narediti v nedeljo ob 4 popoldne, tako da je na koncu naneslo 104 km v enem vikendu, kar je tudi... Kar je kar lepa ultra. Tako je. Kar je lepa ultra. Boš to Po intervalih. Mislim, kar je pa lahko še težje, ne? Kdo je to probal, ve, boš to še kaj poskusil, kaj podobnega si rekel, ali kako? Ja, mogoče v tej zimi bom videl, na katere tekme se bom letos prijavil in... Na katere tekme se pa hočeš prijaviti, če ni skrivnost? Ne vem, kot sem že omenil, Lavaredo je Ljubca. potencialni kandidat, mogoče bi šel na Vipavo na 100 mil, kaj več pa zaenkrat ni. Ker več pa ne bom govoril, rekel, zato da me ne boste pa grebali za jezik, ne, ampak ja. Mislim, jih je še ogromno tam zunaj najbrž, ki jih bi rad še odtekel, ali kako se poganjajo kot gobe po dežju, pa če ta stari so, pa imaš še veliko stvari za obdelati najbrž, ne bo ti še zmanjkali. So ideje, so plani, ampak sproti eno po eno. Eno po eno, da še se ostalo naredimo. Kdaj si zadnjič vlekel frajtonarco? Zadnjič, moram pa prav pomisliti, neka fešta je bila. S pevci smo bili na enem izletu in sem nesel zraven in sem na avtobusu jih par zašpilil, pa smo šli na degustacijo in sem še tam malo razveselil družbo in smo zapeli in se imeli fajn. Že dolgo igraš ta žlahtni inštrument? Ja, mislim, da bo že kar več kot 20 let. Tam pri 15-16 sem začel. Moj bratranc je učil frajtonarco in meni je foter me je nagovarjal zmeri, pa dej, pa bi ti to probal, pa jaz v tistem času sem malo drugačno muziko poslušal, pa me je pa enkrat primil, pa sem rekel, ja, ko je zdaj foter, zdaj bi pa harmoniko jaz imel. In pol je par mesecev trajalo, enkrat je bil v cajtingu med malimi oglasi en, da prodaja harmoniko, je šel, ta sestrič moj zraven, smo to nabavili in sem podobno kot s tekom začel in sem imel neizmerno vesele do tega, sem vsak dan po 2 uri vadil in... Noro. Ampak moraš imeti malo talenta, ali je res tako težko frajtonarco osvojiti? Moraš imeti posluh, kaj... Posluh je že fajn, da imaš, ja, da nekako znaš oceniti, a zaigraš prav ali ne. Pol pa vežba, pa kilometrina, pa... Kaj najraje najboljš zaigraš, Marko? Če bom rekel Golica, bo to malo preveč zguljeno. Škoda, ker ti nisem rekel, Eno Delčnakovo Večer na vasi, to moj foter tudi rad sliši, tako da. In pa posebnost te pesmi je, da pri refrenu ti primeš en prijem in pol z mehom zatreseš ven noter. In ker pri frajtonarci, ko vlečeš ven pa noter drugačne štime, se oglašajo in pol pri refrenu primeš en prijem in zatreseš. In je tudi ena taka. Škoda, ker ti nisem rekel, da me je pripravljeno še frajtonarco, pa bi tle imela zdaj še demonstracijo za najne poslušalce, ampak bojo očitno pa gledalke seveda, pa bodo mogli iti na kakšno veselico, kjer bo Marko Krenkar vlekel svoj meh, pa boste videli. To je pač samo za izbrano družbo. Poješ tudi, praviš, mislim, se človek mnogih talentov si. Koliko časa že poješ? Pojem pa že več kot 20 let, začel sem pri cerkvenem zboru in pol me je tisti zborovodja zraven povabil v mešani pevski zbor Gorenje, kjer sem 10 let pel. Zahteva to nek del časa, ker tam so tudi enkrat, dvakrat tedensko. Te še zmerno veseli, te še zmeraj... Ja, zdaj sem se nekaj ustalil pri Rudarskem oktetu, ker je manjša zasedba, tudi je to malo da se ne hvalim preveč višjem nivoju kot zborovsko petje, ker tam sta samo 2 na enem glasu in moraš biti veš tega in se ne moraš na druge toliko naslanjati. In sploh to moško petje ima nek poseben čar in me to veseli. Kateri glas poješ, Marko? Drugi tenor. Tenorja imamo.
To moram enkrat slišati. Kje imate kakšen nastop, Marko, kje ima Rudarski oktet kakšno? Vsako leto imamo koncert na Velenjskem gradu, ponavadi zdaj decembra bomo v Velenju na Čarobni promenadi peli, zdaj čez 2 tedna imamo ene vikend priprave na Celjski koči, če bo slučajno kdo tam v bližini, lahko malo pošpega kam mogoče. Kako ti to uspe, mislim, pa predvsem pri službi, pri ukvarjanju z familijo, pa z traili, ultra traili, z organizacijo. Včasih se tudi sam vse čudi. Če dobro, da nimaš več motorja, če ne bi še to mogel nekam stlačati. Jaz sem ga bil primoran prodati, ker sem na koncu takrat delal več kilometrov s kolesom, kot z motorjem, pa Ni zneslo. konkurenca je v meni, da tiste registracije pa ne bom plačal, če se ne vozim. To vidiš, to, ampak ja, mogoče kdaj spet motor tudi zdaj, morava veliko stvari. Marko, tako zanimiv človek si, jaz bi te rad slišal pet, pa harmoniko vleč, pa te spremljati na kakšen trailu, ker si izvrsten. Zdajle si bil v Dalmaciji, mislim, vrhunsko uvrščen, mislim, a si bil med 10, kje sem Ja, to na videl? koncu sem bil 9, tako da mislim, da mi je kar fajn šlo. Sicer bi lahko bil še malo boljši, ker sem tam 5 kilometrov pred koncem zaradi narobe označene poti, eni traki so bili speljani v drugo smer, ker je menda tisto je označeval drug dan, eno tekmo imel tam na tistem območju in si je kar trak se postavil in potem sem tam malo luto gor pa dol, pa klical organizatorja, pa Bentu, pa bil jezen in ene pol ure sem zgubil in glih 2 sta takrat njim šla, tako da. Ampak pol, v cilju so me drugi malo pomirili, pa rekli, pet se stuširati, pet se malo vodo namočiti, pa se v hlad, pa se pol pet bockat z organizatorjem. Ker če bi bilo to, ne vem, če bi se šlo za neke stopničke, bi bila verjetno malo kočljiva situacija. Prav. No, mislim, pol Zdaj sem še nisem hotel preveč biti, bi rekel, nesramen, ker tudi sam z tega vidika razumem kot organizator tekme, da nimaš vsega vedno pod kontrolo. Prav, vidiš, ja, pogled tekača z vidika organizatorja in obratno, ja, včasih prav pride, da ni kakšnih incidentov, merkite se pa naslednjič. Tokrat vam je šlo skozi, ja, tudi naslednjič bo Krenkar pač rekel, kaj sem vam rekel, zvrsten si, sploh ne treniraš toliko veliko, jaz sem šel gledati na Stravo. Ne? Ja, res je, za recimo nekega ultraša ne delam neke grozne kilometrine, ampak očitno zame to funkcionira. Enkrat sem poslušal, enega je govoril o tem konceptu, da se temu reče, če več tečeš, da so to junk miles. To je to. Yes, Tako da, ampak še zmeraj, se pravim, doslednost je najbolj ključnega pomena. Tako, Marko, mislim, ja, očitno si talentiran na več področjih, a ne? Pa da maksimalno iztisneš tistega, kar daš, zato da vse to praviš noter v svojih 24 ur in evo, za grande finale, dolgo že govorijo, res je zanimivo, ampak za grande finale moram povedati tisto, ker če ne bi, a ne, bi, ne vem, najbrž Metka Tratnik mene ubila, pa še kdo, ne, ja, Velenje trail, imam čas govoriti, spoštovanje z direktorjem prireditve, ja, in zdaj bo vse povedal, kako ste zamudili cenejše prijave, ampak še imate šanso. Ali kako? Kaj sem zdaj narobe povedal, Marko? Ja, prijave so odprte še nekje do sredine novembra, tako da mislim, da tudi pri tebi se da še nek popust dobiti. Grade 10, evo, uporabite to za 6% popusta, nekaj sem se za 10% popusta, ni to gorenjska fora, ja, ni to gorenjska fora, Grade 10 za popust na prijavo, pri prijavi na Velenje trail, ampak predvsem me zanima Velenje trail, zakaj Velenje trail? Mislim, zakaj poleg vsega trailaš, kot si ti človek s mnogimi obveznostmi, se najde v tej grupi nekih lokalnih zagrizencev in se poda še v organizacijske vode, ki terajo pa še. Ja, jaz, ko sem tekel ko sem začel teči po teh okoliških hribih naših, sem vedno imel neko idejo, da bi rad ljudem pokazal, kako je lepo tu okoli nas in v ozadju je skozi bil nek črviček, skozi neka ideja, da bi pa sam nisem vedel, kako bi jaz to zapakiral na
kako bi jaz to organiziral, nisem imel izkušenj s tem. In pol nekega dne me je kontaktirala Barbara, ki izhaja bolj iz organizacijskih in v turizmu je delovala in je rekla, da ima ona idejo, da bi to izpeljali in enega septembrskega dne smo skupaj sklicali par entuzijastov in smo se začeli pogovarjati in organizirati, določili smo datum, padle so prve ideje o trasi in 2 leti nazaj smo to prvič. Premierno izvedel. Tako. Tako. In ko sem stal tam na štartu, rahlo je deževalo, mrzlo je bilo, jaz to nisem mogel verjeti, da tam stoji skoraj 200 ljudi, ki se bojo zapodili v gošo, v blato in izkusili to uživancijo, katero sem jaz hotel ljudem približati in pokazati. S tem dežju ste bili zvesti tudi lansko leto, je tako? Ja, tudi Res je, lani so bile razmere mogoče še za odtenek bolj neprijazne, cel potek tekme je deževalo in tudi tekači, ki so bili lani smo dodali še eno daljšo traso, 38 km in so bili kar konkretno premraženi in premočeni in smo jih na koncu in privoščili topel tuš in medaljo in mislim, da so bili vsi zadovoljni. In da letos spet pridejo, praviš. Imate limit letos recimo ali kako tekačev boste vzeli? Imamo limit, ampak mislim, da bomo v nekih takih okvirih lani ostali, da ne bomo prav dosegli teh številk. Kako veliko? Spodaj link velenjetrail.si, slišali ste, klikni, prijavi se, uporabi kodo Zakret 10, to je to. Jaz bom tam, ja, bom letos prišel v 3. grado in ker bom jaz tam, bo lepa snežna odeja pokrila tiste hribčke tam gor nad Velenjskim jezerom in super se bomo imeli. Ste slišali? Sicer jaz sem si to, ker sem parkrat tekel v takem zimskem času, sem si bolj zamislil, da bo temperatura okoli ničle, da bo sončno, spodaj v dolini bo megla in ko boš prišel gor na hribček in se bo odprl razgled, boš videl spodaj idilično, kako se temu reče, inverzijo. To pričakujemo in to bomo letos dobili v Velenju. Kako velika ekipa zdaj to, kdo ste vse, ki to ustvarjate, ker nisi sam, imaš še ljudi? Ja. V ekipi nas je 7 trenutno, Barbara je naša šefica, pač glavna organizatorka, poleg mene od tekačev so še Robi Sovinek, Dalibor Petrinjak, potem imamo še v administraciji par ljudi, Janja je zadolžena za prostovoljce in koordinacijo in tako da se kar. Imate naloge razdeljene, najbrž vsi imate dovolj dela, se dobivate tudi redno? Ja, redno imamo neke sestanke in nekako poskušamo slediti tekočim zadevam. Veš sam verjetno tudi, da je treba za 1000 in eno stvar poskrbeti, od trase do označevanja, do prostovoljcev, do štartnih paketov, Je neko posebno zadovoljstvo, praviš. Ok, zaključiš s to milko, si euforično izmučen v cilju in si rečeš, še bi to rad doživel in potem en teden hodiš težko, ampak z veseljem hodiš težko, res vsaka boleča mišica te spominja na nekaj, kar si premagal. Kaj pa tule, kot rečeš, evo, zadnji tekač srečno v cilju, pa potem se podelite, potem grejo vsi domov, pa treba se pospraviti, potem se usedete dol, se odprete pivo, pa rečete, dobro je bilo. Tako je. Res, ko prije zadnji tekač v cilj, to še ni konc za nas, organizatorje, tako si rekel, treba vse pospraviti in tu moram reči, da tudi vsi člani ekipe vedno dobro sodelujemo, tudi potem vsi pomagajo pospraviti zadeve in tako si rekel, ko se te zadeve uredijo, pol se dol sedemo in nekaj spijemo. Barbara poskrbi za torto. Koliko prostovoljcev še sodeluje recimo na dan prireditve, tukaj je pa še gotovo kar nekaj? Tam 30 do 40 prostovoljcev je še, nekih je na ukrepnih postajah, nekih je v ciljno štartnem prostoru, nekih skrbi za logistiko,
včasih je treba kaj skočiti. Žal ne moreš teči na svojem trailu, a ne, ker imaš preveč dela tisti dan. Ampak ja, jaz sem tudi rekel tistemu, ki lahko teče na svoji dirki, očitno ima boljš razdeljen delo, kot sem ga imel zmer jaz, ker jaz nikoli nisem mogel teči na svoji dirki, pa tudi ne bi želel, ker je preveč drugih stvari, ki jih raj spremljaš od zunaj kot tekač. Tako je, ko si ti na progi, ti ne veš, kaj se dogaja vse v zadju. Tako je. Tudi iz te perspektive udeleženca tekma malo drugače izgleda, kot pa za kulisijo. Kaj posebenega letos na Velenje trailu, ki še novost sigurno je eno, to bi Novost je trasa za družine, družinski trail, dolžine 10 km, kamor se predvidoma prijavijo ekipa naj bi štela enega odraslega, enega otroka in bomo tudi pripravili bolj tako družinam prijazno traso, da bojo tudi kaki mlajši člani to sposobni in zmožni oddelati v spremstvu staršev in okusiti to. In točno to sem jim jaz doma prodal. Točno to. V bistvu zabičal, tle ni nobene. Ni tle demokracije, vsi greste z mano, Velenjsko jezero je super čez poletje, smo že bili, v zimi je pa še lepše. Posebej iz kakšne nadmorske višine, tam malo višje. Tako je, tule gor se grem im jahta, tam se odpre prvi razgled dol na Velenje, potem poteka mimo na Velenjski grad, kjer bo tudi, mislim, da možnost ogleda muzeja, tako da ta trasa bo bolj netekmovalnega značaja in bo namenjen, da izkusi malo degustira. Šaleška dolina. Daj mi še nekaj, pa je super, čist predolgo govorijo, baterije so nama že vmes pocrkale, vode nama je zmanjkalo, ampak toliko dober je Marko, da kar ne bi nehal. Nekaj mi povej, no, Šaleška dolina, pa ljudje tam, pa premogovništvo, pa termoelektrarne, pa druga stran Koroške, jasno, malo drugačni ljudje. Povej mi, no, kaj je posebna lastnost ljudi, ki živite tamle, dihate s to okolico, ste mogoče včasih malo pozabljeni od kakšnega drugega dela Slovenije, ne? Ampak vsem, jaz poznam, pa imam nekaj prijateljev tudi z tega konca, pa vsi so, bom rekel, pa tudi razseljeni, bom rekel, po Sloveniji, pa izhajajo iz tega konca, ampak so posebej srčni ljudje, no? Imajo nek poseben pogled na življenje, so trmasti, odločni, bom rekel, pošteni, ne? Ampak garači, in zmeraj dajo za pivo, bom rekel, pa zmeraj ti dajo roko, pa tako naprej. Ne vem, daj mi ti mogoče opiši, ki si iz tega kraja, kaj je posebenega na vas? Ja, Velenje se mi zdi, da je znano po tem, da je zraslo na rokah udarniškega dela in v nekdanjih časih je bilo to nekaj normalnega, da je skupnost skupaj stopila in vsak je poprimo za nekaj in se je nekaj naredilo in v tem duhu mislim, da še danes delujemo. Super, ja, tako mi čakam, da spet pridem v tisti konec. Moj kolega Matej, ki izhaja iz Velenja, mi zmeraj reče, Marč, kdaj boš na K24, ali tam vse Markote v Velenju kličejo Marč? Niti ne. Ampak tebe tudi vem, da kličejo, saj na spletni strani Velenje trail piše, vprašajte Marča, ti rečejo, kdaj je Marč? Ja, tudi kdaj. Evo, vidiš, Marko Krenkar, dame in gospodje, Velenje trail, da se vidimo tam, ja, Marko, jaz komi čakam, da ti stisnem petko, vem, da je več naš imel časa pred tekom, med tekom, mogoče kasneje, ja, da tudi kakšno pivo spijo, pa še kakšno rečeva. Sem izjemno vesel, da si se odzval v Bilu, pa da si vzel več kot uro pa pol časa za tale klepet. Hvala tudi tebi. Naj se na tem mestu zahvalim tebi, da si se lotil tega podcasta in da zdaj že 5. sezono trajaš in ne vem, včasih, ko se vozim, ko poslušam te tvoje pogovore z gosti, res to je nekaj neprecenljivega, tako da ti čestitam in se ti iz srca zahvaljujem, da trajaš pri tem in nam deliš te pogovore z širšo publiko. Marko, hvala. Evo, sem ganjen in počaščen, da si to rekel zdaj, seveda pri ljudeh, kot si ti,
ki ste moji gostje. To ni težko, no jaz pač ne bi imel morda, če ne bi bil tega podcasta, če ne bi bilo tega podcasta, priložnosti se pogovarjati s tabo na ta način, mogoče toliko časa, tako sem te pač odtegnil drugim dejavnostim, lih s tem izgovorom, da bo tole podcast, pa verjamem, da bo še marsikateri Slovenec, pa tekač, pa tekačica tole imel v ušesih, naj si bo v avtu, naj si bo na trailu, kjerkoli pač tam zunaj že. Verjamem, da sva jim povedala marsikaj novega, saj jaz sem zdajle zvedel veliko stvari, zdajle grem dol čičerikov cediti, to je prva stvar, potem pa se pripravljati na Velenje trail. Marko Krenker, lep večer ti želim še naprej, pa na skorajšnje snidenje. Hvala, Marko, tudi tebi lep večer in lep pozdrav iz Šaleške doline. Pozdrav z Gorenjske, čau!